Ok, super. Noč pa dajmo mi kar začeti, da ste bolj kot ne, kolikor vidim, se vsi nabrali. Jaz sem Mojca Žerak, jaz sem predsednica sindikata Mladi Plus. Zdaj ne bom že zdaj govorila o našem sindikatu, ker bom to tekom delavnice naredila. Tako da ja, zdaj, kot veste, no, ste danes tukaj na Zoom delavnici o sindikatih in sindikalizmu. Zdaj, danes bomo to nekako tako, no, najprej bom jaz zelo splošno povedala, kaj so sindikati, smo sindikati. Zelo na kratko bomo šli tudi čez zgodovino sindikalnega gibanja, ki je v bistvu že več kot 200-letna. Malo o tem, kaj vse sindikati danes počnemo. Zdaj seveda ne moremo mimo tega, kaj vse smo sindikati skozi to več kot 200-letno zgodovino tudi dosegli. Naredili bomo pa eno tako vajo v skupinah. Zdaj upam, da bomo imeli dovolj časa, da si vmes eno kratko pavzico naredimo. Za konec bom pa jaz še vseeno pol predstavila naš sindikat. To pa v bistvu zato, ker vem, da ste vsi vi mladinski delavci in je naš sindikat nekako namenjen tudi mladinskim delavcem, no, ker nimamo svojega drugega sindikata, tako da če bi vi kadarkoli rabili sindikalno pomoč, smo mi ta sindikat za vas, hkrati pa tudi za vaše uporabnike, ne, za mlade. Mi smo tudi specializirani, no, za prekarno delo, osebe, ki so v prekarnih oblikah dela na trgu dela, tako da tudi če kakšni vaši uporabniki kdaj rabijo kak nasvet, pomoč, pravno smo mi ta sindikat v Sloveniji, no, na katerega se te mladi lahko obrnejo. Aha, ok. Vsebino tale, evo ga, ratalo, super. Ok, ta uvod sem že naredila, tako da gremo mi kar na vsebino. Pa tako, da vas še malo probam zmotivirati že v štartu, bomo mi začeli kar z enim Mentimetrom. To tudi sklepam, da vsi poznamo kot mladinski delavci, verjetno pogosto uporabljamo z mladimi. V telefon ali pa računalniku tipkajte menti.com, tle spodaj je koda, s katero se povežete v Mentimeter in pač napišite besedo, na katero pomislite ob besedi sindikat. Jaz bom kar Mentimeter odprla, je tudi tam koda vidna, tako da če niste uspeli, ni to noben problem. Evo, tako. Tle zgor na vrhu je koda, s katero se nam pridružite in kar dajte, da vidimo, kam grejo možgani in misli, ko nekdo reče sindikat. Super, ja. Ok, ja, pravice se najpogosteje pojavljajo. Pravice delavcev, ja, če malo dopolnim. Tekstilijada, ta je zanimiva. Pa ja, združenje. Upor Velenjski rudnik, bravo, ja, ta je kar pomemben, pa tudi pogosto slišimo za njega, ja. Ok, super, mislim, so malo nehale leteti besede, ampak ja, tako vidimo, ne, kaj je bilo najpogosteje, kaj je ta najbolj klasična, tako da vidim, da vseeno je, kar poznate, veste, no, boljše, kot da ko pridemo mi v srednje šole, pa rečemo sindikat in mladi rečejo, kaj, a ni to nekaj, kar je moja babi šla enkrat na leto na izlet. Tako da ja, pravice delavcev, predvsem združenje delavcev, ja, tudi seveda razredni boj, to je zelo lepo videti, se še zelo redko v današnjem času sliši, postavljanje za svoje pravice skupaj, združevanje. Tako da ja, no, mislim, da smo prav en zelo lep miselni vzorec naredili. Tako da ja, gremo zdaj še malo bolj pogledati te kot uradne definicije, ali kako naj temu rečem. Čistko, kako mi, kako se sindikati sami definiramo, mogoče še na tak način. Zdaj, tako kot ste že sami rekli, ne, smo v bistvu organizacije delavk in delavcev, ki zastopajo v bistvu svoje pravice, ti delavci in delavke, oziroma kdaj se tudi v tretji osebi kot neki sindikalni funkcionarji njihove pravice svojih članov, ne. Zdaj, meni se zdi tle vedno ful pomembno poudariti, da sindikati smo članske organizacije, in sindikat so vedno delavci in delavke, ki so člani in članice sindikata. Recimo funkcionarji sindikata, tako kot jaz, ki sem recimo predsednica ali pa naša sekretarka, midve nisva sindikat, midve sva tukaj zato, da predstavljava naše člane in članice, ampak sama organizacija, ta, ki postavlja agendo, ki pove, kaj je treba delati, na kakšne načine, so pa vedno člani in članice.
Zdaj, zelo pomembno je za sindikate tudi to, da smo neodvisni. In ko rečem neodvisni, mislim tako in od države in od kapitala. Se pravi, sindikati nikoli nimamo in ne bomo imeli nekih sponzorjev, ne vem, tako kot neka večja podjetja, ker bi to hitro bilo tako en konflikt interesa, glede na to, da praviloma proti delodajalcem oziroma kapitalu zastopamo pravice in položaj delavk in delavcev. Zdaj, od države pa seveda tudi moramo biti neodvisni, ker država je pa ta tretji partner, če tako rečem, v socialnem dialogu, ki pa zakonodajo postavlja, ki tudi vpliva na položaj in pravice delavk in delavcev, tako da tudi od države, od političnih strank in tako naprej moramo biti sindikati neodvisni. Zdaj, to neodvisnost sindikatom praviloma tudi način financiranja omogoča, ker tradicionalno se sindikati financirajo primarno iz članarin. Tako da ja, to je nekako, jaz vedno rečem, da je to neka taka dvojna varovalka, na en način to, da sindikatom zagotavlja to neodvisnost od države in kapitala, ker niso finančno odvisni od nikogar drugega. Hkrati je pa tudi za sindikalne funkcionarje, ker kdaj bom čisto iskreno povedala, sedimo tle v teh pisarnah, malo pademo kdaj v kake cikle, ne morem lepše reči, da še zmeraj vedno vemo, da pač so na koncu naši člani in članice tisti, ki določajo naše delo, kaj in kako mi delamo, ker če ne bojo zadovoljni, se bodo izčlanili in je od tega pač tudi odvisno samo delovanje in financiranje sindikata. Tako da je nekako tle ta varovalka, da je funkcionarjem res v interesu zastopati interese svojih članov in članic, ne pa malo nekaj po svoje delati, če tako rečem. Zdaj, v Sloveniji je sindikalno organiziranje tudi ustavno zagotovljena pravica. To posebej izpostavim, ker ni to povsod po svetu, tako tudi povsod po Evropi ne. V Sloveniji pa sindikalno svobodo zagotavlja 76. člen ustave, ki bi se pravi, da je ustanavljanje in vključevanje v sindikate svobodno. Hkrati pa takoj za njim sledi še en zelo pomemben člen za delavce, to je pa 77. člen ustave, ki pa vsem delavkam in delavcem v Sloveniji kot ustavno pravico zagotavlja pravico do stavke. To je zelo pomembno, no, tudi pol, ko bomo šli čez zgodovino, bomo videli, zakaj je pomembno, da je to na tak način urejeno. Ampak ja, se mi zdi, da je to nekaj, na kar, no, tako kot ne vem, recimo pravica do svobodnega odločanja o rojstvih otrok, da je nekaj do časa, na kar moramo biti v Sloveniji kar ponosni, no, da je to na najvišji pravni ravni zavarovana pravica. Zdaj, sindikati delujemo v bistvu na več ravneh. No, jaz vedno rada malo tudi tabornike, sploh v našem sektorju kot primer uporabim. Vse se začne na ravni enega podjetja oziroma zavoda. Tam se delavci, recimo bom dala za primer v podjetju Gorenje, na primer, organizirajo v sindikat, ker se želijo boriti za boljše pogoje dela ali pa za višje plače oziroma ponovadi kar za oboje oziroma vse skupaj. In potem imamo mi en sindikat organiziran v Gorenju. Potem se drug sindikat organizira v podobni panogi, industriji, recimo v Revozu v Novem mestu ali pa v Cinkarni Celje. In pa se te sindikati iz podjetniške ravni med sabo povežejo v sindikat na panožni ravni. In pa, ko mi enkrat pridemo do panožne ravni, se pa sindikat v bistvu pogaja tudi za delodajalci na drugi strani za celotno panogo. Ker tako kot imamo sindikati svoje predstavnike, imajo tudi delodajalska stran svoje predstavnike in na podjetniški ravni se delavci oziroma sindikat pogajajo, dogovarjajo neposredno z direktorjem oziroma lastnikom podjetja. Ko smo pa mi enkrat povezani na panožni ravni, pa recimo, če ostanem v primeru kovinske pa elektroindustrije, obstaja v gospodarski zbornici tudi zbornica delodajalcev oziroma združenje delodajalcev za to panogo in se v bistvu za celo panogo dogovarjajo o določenih pravicah. In če se recimo na panožni ravni dogovorijo v kolektivni pogodbi, da bo plača osnovna višja od minimalne, velja to za vse delavce, ki delajo v panogi elektro- in kovinske industrije. Enako velja seveda za vse ostale panoge in industrije, recimo gostinstvo in turizem, trgovina in tako naprej. Pa gremo pa še višje od tega, ne, pa se pa panožni sindikati med sabo povežemo, sindikat Mladi plus smo mimogrede eden izmed panožnih, malo poseben, ampak okej, se pa potem te panožni sindikati združujejo še v konfederacije oziroma zveze sindikalne na državni ravni. Recimo mi smo člani Zveze svobodnih sindikatov Slovenije, to je drugače največja slovenska sindikalna konfederacija, skupno jih imamo sicer v Sloveniji 9, kar je unikum, no, v Nemčiji, veliko večja država, imajo samo eno, ampak dobro, to je očitno neka slovenska specifika. In ja, zdaj, zakaj so pa konfederacije na državni ravni pomembne? Ker na državni ravni pa konfederacije sindikalne sodelujejo v tripartitnem dialogu, temu rečemo. Ta tripartitnost v bistvu pomeni sindikate, delavsko stran, delodajalsko stran in pa stran oblasti države. Verjetno ste že kdaj v medijih slišali Ekonomsko-socialni svet, to je ta osnovni organ, na katerem poteka ta tripartitni dialog. Se pa tam na tem organu in med temi tremi partnerji mora vse večje sistemske zakonodaje
predebatirati in praviloma pridobiti soglasje vseh partnerjev, da lahko gre ta zakonodaja naprej v državni zbor in v sprejem. Zagotovo vse, kar se tiče gospodarstva in kar se tiče pravic delavk in delavcev, pa tudi širše, no, tudi recimo zakoni, ki se tičejo zdravstvenega sistema in podobno, se znajdejo na tem tako imenovanem ekonomsko-socialnem svetu. Pa seveda, ker živimo v Evropski uniji, pa še tudi v globalnem svetu, vedno bolj globaliziranem svetu, in ker se tudi podjetja, korporacije na globalni ravni povezujejo, se tudi sindikati povezujemo mednarodno. Tako da evo, če smo zdaj bili na državni ravni, imamo zveze, konfederacije na državni ravni, pa so potem zveze, konfederacije še članice, recimo Evropske sindikalne konfederacije. Naša zveza je recimo edina iz Slovenije, ki je članica EKS-a, Evropske konfederacije sindikatov. In ta konfederacija se pa v bistvu na ravni Evropske unije pogaja, ko pa recimo govorimo o evropskih direktivah. In tudi tam poteka ta tripartitni dialog, so delodajalci združeni v eno Evropsko združenje delodajalcev, sindikati v Evropsko konfederacijo sindikatov in pa seveda Evropska komisija je tam najpogosteje ta partner, ki predstavlja oblast, državo nad državo, no. Pa gre seveda zadeva še širše, no, tudi International Trade Union Confederation obstaja, mednarodna. Ampak dobro, tam mi nismo tako zelo vpleteni, pa to, ker ti so pa pol te evropski naši predstavniki, njihovi člani in iz drugih širših geografskih svetovnih območij, se pa združujejo še v International Trade Union Confederation. Tako da je ena taka, no, dosti kompleksna shema, ampak si bomo to tudi bolj podrobno pogledali. Zdaj, glavni nalogi sindikatov, kar mislim, da ste tudi nekako že z Mentimetrom vsaj nakazali, da vam je dosti jasno pa razumete, je v bistvu v prvi vrsti seveda ohranjanje, na drugi strani pa tudi nadgradnja delavskih in socialnih pravic. Zdaj bomo videli, no, skozi zgodovino so bile te metode mogle biti dosti bolj borbene, pa tudi kdaj nasilne, ker ni bilo ravno uzakonjeno, kakorkoli urejeno pravno, da se take zadeve dogajajo. Danes, sploh v Sloveniji, no, pa se praviloma ta nadgradnja pa ohranjanje delavskih pravic dogaja preko kolektivnih pogodb, tako na ravni podjetij kot na ravni panog, ne. Če se vrnem na tisti primer delavcev iz Gorenja, so ustanovili oni podjetniški sindikat delavcev Gorenja, so se oni s svojim direktorjem zmenili, so si priborili neko višjo plačo. To velja za vse zaposlene v Gorenju. Ko pa je to enkrat naredil sindikat kovinske in elektroindustrije, pa to velja za vse delavce zaposlene v kovinski in elektroindustriji v Sloveniji. In to so v vsakem primeru so pa to kolektivne pogodbe, ampak pač veljajo na različnih ravneh. Tle mogoče zato, ker se mi kot sindikat, pa tudi vi, ker vem, da vas dosti dela projekte iz razpisa z mladinskim delom proti prekarnosti mladih, je mogoče zanimivo povedati tudi to, da tudi samozaposleni v resnici smejo sklepati kolektivne pogodbe, kadar jih več dela za enega naročnika. Čisto, to je pač ena uredba Evropske unije bila pred leti izdana, ravno zato, ker se je prepoznalo, koliko se prekarnost širi, pa samozaposlenost, da je to lahko kot nek način, no, da imajo tudi samozaposleni malo večji nivo pravic, čisto kot v vednost. A ima kdo tle kako vprašanje, čisto splošno, sindikati, sindikalizem? Okej, pa gremo še kar malo naprej. Evo, nekdo je na Mentimeter tudi napisal boj, upor, to je zelo res. Sindikati, ja, moramo uporabljati različne metode boja. Je pa tudi zelo pomembno, no, pri tem, da se te metode nekako stopnjujejo. Da ne gremo kar takoj, ko nam nekaj ni všeč, okej, zdaj bomo pa stavkali, ampak da nekako poskušamo to stopnjevati, bom tudi razložila, zakaj. Vedno se začne s socialnim dialogom. Zdaj, tle sem zbrala, ne vem, vidite mojo miško ali ne, levo zgoraj v kotu, imamo eno fotko iz ekonomsko-socialnega sveta, to je to, kar sem prej rekla, tripartitni dialog. So tle nekje sindikalisti pa delodajalci, to je kar tako veliko omizje, ker imamo pri nas ful veliko različnih združenj, ampak dobro. Se pravi, vedno probamo s socialnim dialogom, tudi na ravni podjetja. Najprej se bo sindikalni zaupnik ali pa s predstavniki sindikata nasploh usedel dol z direktorjem, z menedžerji, z vodjo in se probali zmeniti. Ker seveda vemo, da druga stran ne bo kar sama od sebe iz dobrote svojega srca praviloma popustila in rekla, ja, seveda vam bomo dali, ne vem, dodatne dni dopusta, je treba pol malo začeti groziti in reči, če ne bomo dobili, ne vem, 3 dodatnih dni dopusta, zato ker je naše delo težavno, bomo o tem obvestili javnost, da vam ni mar za vaše delavce. Če ne bo javno pismo, novinarska konferenca zalegla, bomo organizirali protest pred podjetjem ali pa pred vlado, če govorimo o nacionalni ravni. Če pa tudi protest ne bo zalegel, je pa pol tisto naše najmočnejše zadnje sindikalno orodje, oziroma lahko rečemo že kar orožje, je pa stavka. Zdaj, zakaj je stavka toliko pomembna in zakaj v bistvu ravno stavka najmočnejše sindikalno orodje? Ker v bistvu delavci
edina moč, ki jo delavci in delavke imamo napram lastniku podjetja, ker delamo, oziroma napram kapitalu, je v bistvu to, da nobeno podjetje ne more delovati, brez da delavci opravljajo delo. Se pravi, brez delavcev, brez dela vsaka firma propade. In pa tudi njihova številčnost, seveda. Ne? Če se vsi delavci v enem podjetju povežejo v en močen, enoten kolektiv in vsi skupaj rečejo, če ne bomo dobili 3 dodatnih dni dopusta, ker je naše delo zelo težavno, bomo stavkali, bomo odrekli naše delo. In tle je tudi pol ta moment, kjer se lastniki podjetja malo ustrašijo, ker ko bojo pa delavci odtegnili svoje delo in šli v stavko, pa tudi oni ne bojo mogli v tistem času delati profita, oziroma začne to na ta poslovni del podjetja delovati. In tle se tudi nekako pokaže ne samo ta moč delavstva, ampak v bistvu tudi to, da nobenega podjetja in tudi celega našega sistema ničesar ni brez delavk in delavcev, brez tega, da delavci in delavke opravljamo svoje delo. Je pa tudi tako stavka, na koncu je pa tisto res ta zadnje najmočnejše orodje, zato sem tako rekla, da je vseeno, ga šparamo za konec, no, če tako po domače povem. Zato da pač probamo z drugimi metodami. In recimo, če en konkreten primer povem, to je bilo pa mislim leta 2023, naš sindikat iz Zveze svobodnih sindikatov za panogo gostinstva in turizma so se v maju za zbornico gostinstva in turizma, se pravi z delodajalsko stranjo, pogajali o višini regresa za tisto leto. In delodajalska stran je seveda rekla, ne, mi bomo dali minimalno zakonsko določeni regres, ne bomo dali več. In je sindikat rekel, v redu, če nam boste dali minimalni regres in ne tak regres, kot ga zahtevamo mi, kar je bilo pa nekaj 100 evrov več od minimalnega, bomo mi sredi junija začeli stavko, se pravi tik pred turistično sezono. In zelo hitro, no, po 2 sestankih, po 2 srečanjih, se je kar nekje tudi na delodajalski strani najdlo dovolj sredstev, da so izpolnili to zahtevo sindikata in je že samo grožnja stavko v resnici zadostovala za to, da so dali delavcem višji regres. Tako da ja, no, evo, tle na koncu imamo še to, da povem, vse po moje že zdaj iz tega te stavke gor dol nekako jasno, zakaj je ta moč sindikata izražena predvsem v številu članov. Ker recimo, če imamo mi v enem podjetju, ki zaposluje 500 ljudi, samo 50 aktivnih članov in članic sindikata in samo 50 ljudi zagrozi stavko, ni to toliko učinkovito, kot če to naredi 400 od 500 delavcev. Ne? Tako da je res ta sindikati pač več, kot imamo članov, bolj smo močni. Hkrati je pa tle mogoče pomembno, da pojasnim, zakaj tle vklepajo ta beseda reprezentativnost. To pa imamo mi v Sloveniji prav en zakon o reprezentativnosti sindikatov, ki v bistvu določa, da mora biti na ravni recimo celotne panoge, se pravi ima kovinska in elektroindustrija, ima zaposlenih, ne vem, ne bom rekla številke, neko ogromno število delavcev in v sindikat mora biti včlanjenih vsaj 15% vseh, ki delajo v tej panogi. In če sindikatu uspe doseči to stopnjo, potem rečemo, da je pridobil reprezentativnost. In kadar ima sindikat status reprezentativnosti, pa se je delodajalec oziroma delodajalsko združenje dolžno, zakonsko zavezujoče je potem za njih, da se morajo pogajati s sindikatom. Se pravi, da ne morejo kar ignorirati tega, da imajo v podjetju sindikat. Tako da zato je tle ta reprezentativnost pri nas zelo, zelo pomembna. Ok, zdaj preden grem še na nek zgodovinski pregled, a je tle bilo kaj nejasno, komentar, vprašanje? Jaz vas vseh ne vidim, če kdo dvigne roko, ampak ok. Ok, jaz sem požirek vode naredila. Ok, pa gremo mi malo naprej. Ok, se pravi, aha, dobro. Ok, se pravi sindikalno gibanje skozi čas. Zdaj, tle je mogoče zanimivo povedati, no, tako kot sem že omenila, sindikalizem ima več kot 200-letno zgodovino. Če pogledamo še pa malo bolj v preteklost, pa v bistvu lahko rečemo, da so se delavci že pred razmahom industrializacije začeli organizirati, ampak so bile to v prvi vrsti, se pravi, to govorim o 18. stoletju, še se pravi 1700 in tam nekje, tle recimo desno zgoraj sem dala eno sličico, kaj eno tako združenje simbolizira, je šlo to v bistvu za organizacije obrtnikov, ki so se proti drugim večjim ekonomskim silam borile, ko so začele nastajati velika industrijska podjetja. Pol kasneje so se pa v bistvu tudi delavci začeli organizirati, seveda z namenom, da bi izboljšali svoj ekonomsko-socialni položaj in pa pogoje dela. Zdaj prve delavske organizacije, se pravi, tle govorimo čisto o začetku 19. stoletja, 1800 in naprej, so bile nezakonite, ker je bilo takrat tudi na ravni države, če uporabim to besedo, malo drugačno razumevanje tega, kako družba deluje, in so bile v bistvu neke te politične in pravne sile zelo sovražne do delavskih organizacij, ker so po njihovi interpretaciji ovirali zakone svobodne konkurence, pa ogrožali zasebno lastnino.
To se mi zdi taka zelo pomembna fraza in zanimiva, ker tudi, če smo pozorni, jo tudi dan danes pogosto slišimo, ne, da delavske pravice ali pa višanje nivoja delavskega standarda, delavskih pravic ogroža konkurenco in zasebno lastnino. Tako da to je v bistvu že od industrializacije, odkar živimo v kapitalističnem sistemu, je nekako ta razredni boj, kot je nekdo na Mentimeter napisal, še vedno zelo, zelo aktiven, no, in obstoječ. Tako da je, in potem pa pač delovanje sindikatov, ko se je industrializem širil, se je pa nekje v drugi polovici 19. stoletja začelo zelo krepiti, no, sindikalno organiziranje. Zdaj, prvi delavski boji so bili v bistvu zelo osnovni, no. Šlo je predvsem za višino mezde, plačila in pa za trajanje delovnika. Ker če se mi vrnemo v leto 1800, takrat ni bilo nobenih omejitev glede tega, koliko morajo delavci delati ali pa koliko bojo za svoje delo plačani. To pomeni, da so lahko delali tudi po 16 ur na dan in so bili seveda zelo izčrpani, seveda fizično izmozgani, tudi zelo mladi so umirali. Hkrati pa pač tudi je bilo plačilo tako zelo mizerno, da ne glede na to, koliko veliko so delali, pa tudi, da so njihovi otroci mogli delati skupaj z njimi, so si zelo težko že preživetja zagotovili, kaj šele neko dostojno življenje, kot danes rečemo. Tako da je, zdaj nekako zgodovinsko pa mi razvoj sindikatov v 3 obdobja razdelimo. Prvo to obdobje je, kot sem že omenila, v bistvu bila popolnoma prepoved sindikalnega delovanja, sindikalno delovanje je bilo nezakonito. Pa drugo obdobje je pa pol nekako, temu rečemo, pravna toleranca. To pomeni, da ni bilo še zakonsko urejeno, kako in na kakšne načine sindikati delujejo, ni pa bila več ta prepoved združevanja, ni bila več uzakonjena. Zdaj sem tale par letnic popisala, Anglija je bila med prvimi državami, saj v Angliji tudi vemo, je bila industrializacija najprej, tako da se je vse tam najprej zgodilo. 1824 že v Združenih državah Amerike 842. Slovenijo oziroma takrat je bila to Avstro-Ogrska, sem posebej izpisala, ker kot vidite, tle je pa ena od teh stvari, ki pa nismo bili toliko zelo za zahodom oziroma za trendom, ampak se je pri nas odpovedalo prepoved združevanja oziroma celo uzakonilo pravico do združevanja leta 1870, pa kar je še en tak fun fact, bi se bilo to na pobudo poslanca slovenskega rodu v parlamentu Avstro-Ogrske. In pa še Italija, kjer pa vidimo, da imajo v bistvu šele dobrih 130 let prepovedi združevanja. Tako da ja, pa to zadnje neko obdobje tega zgodovinskega razvoja pa je obdobje, v katerem smo še vedno v resnici, to je pa obdobje svobodnega delovanja sindikatov in se tukaj v bistvu tudi vzpostavi neko zakonsko urejanje delovanja sindikatov in v bistvu se tudi socialna pravičnost, torej delovni pogoji in tudi nasploh socialna pravičnost v družbi, je v bistvu ne samo, da država postavlja neke zakone, ampak se tudi zagotovi zakonodajo, da se delavci z delodajalci delodajalci z delavci morajo pogovarjati in dogovarjati. Tako da zdaj v bistvu nekako razumete, če zaradi tega zgodovinskega pregleda, zakaj sem jaz uvodoma toliko izpostavila, da je to, da imamo v Sloveniji svobodo do sindikalnega organiziranja, združevanja zapisano v ustavi, res zelo pomemben in velik dosežek, ker smo prišli iz tega, da so bili pred 200 leti sindikati prepovedani. In pa tudi to, recimo, da se delodajalci morajo dogovarjati z delavci, če imajo organiziran sindikat, tudi to je zelo pomemben dosežek, no. To je bilo pa že šele v 20. stoletju, ampak javno tako nekega zadnjega časa. Pa tudi to, da vemo, da so to relativno nove stvari, no, da ni to nekaj izpred 300-400 let nazaj in zato še toliko bolj krhke, če rečem, in moramo biti še toliko bolj pozorni na to, da ohranimo te pravice. Okej, zdaj pa imam jaz tule še malo čisto, bom probala biti kratka, no, ker zdaj že kar dolgo predavam. Kje in na kakšne načine pa sindikati danes delujemo? Zdaj za podjetniško raven mislim, da sem že dovolj uvodoma pojasnila, tako da bi se zdaj malo bolj na to, kako pa na nacionalni ravni konfederacije sindikalne delujejo, kje vse, čisto za nek vpogled v to, kje vse v resnici imamo predstavniki, delavke in delavci svoje predstavnike, ki naše interese zastopajo. V državnem svetu imamo svoje sedeže, tako kot tudi delodajalska stran, seveda, ekonomsko-socialni svet sem že omenila, potem na Zavodu za pokojninsko in invalidsko zavarovanje, Zavodu za zdravstveno zavarovanje, v Modri zavarovalnici, Statističnem uradu, saj vidite tle nek ta trend, v bistvu v vseh teh večjih državnih uradih, zavodih, v teh upravnih odborih, vedno sedi več različnih ljudi, ki zastopa nekako različne interese in povsod, kadar je tak način organiziranosti, smo zraven tudi sindikati oziroma predstavniki delavk in delavcev. Tako da ja, pol tudi dobro, še te območni odbori, imamo mnogo sindikalnih konfederacij, tudi mi imamo svojo, pa tudi v teh od Zavoda za zdravstveno zavarovanje pol sedijo ljudje, tako da smo zelo vpleteni, no, v tudi to politično raven
In zato še enkrat se vrnem na ti, zakaj je to pomembno, da smo politično neutralni oziroma neodvisni od države in političnih strank. Ker je ne glede na to, kdo je na oblasti, moramo biti sindikalisti vedno sam predvsem pozorni na to, a se s kakršnim koli ukrepom, predlogom napada pravice delavk in delavcev. Pa a je to desna, leva ali pa sredinska vlada, nima veze. Zdaj dobro, načini dela, no. Delovanja, to smo tudi že nekako šli čez v resnici, zdaj kar je mogoče tle dodatek, ki se bolj tiče te nacionalne ravni, je pa tudi zakonodajna iniciativa pa referendum. Ne. Tudi teh metod se sindikati, predvsem konfederacije, poslužujemo. Recimo pred leti se je preko referenduma ustavilo pokojninsko reformo, ki bi 40 let pokojninske dobe povišala na 42. In so vse večje konfederacije šle v veliko akcijo, zbrale podpise za referendum in potem je ta zakon tudi padel na referendumu. Ali pa ne vem, za koliko je že let od tega, ogromne demonstracije za 40 000 članov in članic sindikata, ki so tudi že kdaj povzročile padec vlade, ki je sprejemala delavkam in delavcem škodljive ukrepe. Tako da tudi na nacionalni ravni se da na take metode, ne samo na ravni podjetja. Ok, dobro, no, tle imam tudi še malo samo tako za vpogled, no, da v bistvu ni tema, vprašanje, področje dela sindikatov zelo strogo, samo višina plač, sistemi plač ali pa recimo osnovne delavske pravice, ampak se gre tudi širše od tega. Tudi pri zdravstvenem sistemu, socialni politiki, pokojninsko in invalidsko zavarovanje, seveda, tudi enake možnosti moških in žensk, pri gospodarski politiki, tudi pri podnebnih politikah, zdaj, ki pač upamo, da se bo kaj začelo sprejemati. Nekako je tako, no, da v bistvu vse, kar so neke večji zakoni, ki vplivajo na neke, ki pripeljejo neke sistemske spremembe v našo državo, morajo biti sindikati in delodajalci, seveda, socialni partnerji v tem dialogu in moramo biti vpleteni. In ja, sindikati tle, recimo, ko bo podnebni zakon, zdaj pustimo, kaj se trenutno z njim dogaja, ampak kadar bo nek podnebni zakon, neko naslavljanje podnebnih sprememb, bo recimo glavna skrb sindikatov za to, da se poskrbi za pravičen podnebni prehod, se pravi ne za pravičen za podnebni prehod, na način, da bomo mi samo zapirali težko industrijo in ne poskrbeli za to, kaj se zgodi z delavci, ki delajo v tej industriji, ampak da se vzporedno s tem, da se ukinja podnebju škodljive industrije, hkrati vzpostavlja nove programe, nove zaposlitvene možnosti za ljudi, ki delajo in so preživetveno odvisni od teh služb. Ok. Ampak zdaj mogoče kdo kako vprašanje, preden še, preden še en mentimeter naredimo? Ali pa sam komentar mogoče, če bi kdo kaj... Jaz imam samo vprašanje. Pa se tle že sindikati Rudnika Velenje pripravljajo na to, kaj se bo zgodilo, ali ne? Ja, nekaj je bilo to je zdaj tako, ker je v To je podnebnem samo zakonu. mimogrede, Ja. ki si omenil. Se tudi, ja, so vpleteni, v bistvu aktivno so bili vključeni v socialni dialog glede podnebnega zakona, pa tudi mislim glede teh sredstev iz načrta za okrevanje in odpornost, ki smo pridobili po covidu, ki je tudi pripravi na prehod podnebni namenjena ta sredstva. In v bistvu ravno zaradi zahtev sindikata je bilo v zakonu predvideno to, da se uvede programe prekvalifikacije pa dokvalifikacije za delavce iz rudnika, prav iz rudnika, ja, pa tudi iz Teša, če se jaz ne motim. Je pa tle mogoče malo ta bila pomanjkljivost, da je zelo specifično samo za te dve podjetji, se pravi za rudnik pa za Teš, ne pa kot nasploh za vse, kar bo. Ampak ja, je pa tle sem pa lahko tudi jaz malo kritična do sindikatov nasploh. Se mi zdi, da se premalo nekateri sindikati zavedajo pomembnosti teh tem in da tudi, če bi imeli možnost bolj aktivno vplivati na to, ne počnejo vsi tega, no. Sindikat Rudnik Velenje, ja, pa tudi te iz Teša, ampak tako, nekako na splošno na ravni konfederacije pa moram reči, da je ful premalo interesa ali pa razumevanja, no, za to problematiko, da bi se bolj aktivno vključevali v to. Tako da recimo tle pa tudi mi pol Mladi plus, ki smo malo bolj ozaveščeni, če tako rečem, glede podnebnih sprememb, z nevladnimi organizacijami z tega področja veliko sodelujemo in pol probamo tle vsaj znotraj naše zveze narediti to povezovanje, no. Smo imeli zdaj že 2 ali 3 srečanja med sindikati pa nevladnimi organizacijami z tega področja, da se nekako delamo na tem, no, da bi se to nekako povezali in da bi sindikati razumeli, zakaj je pomembno. Hkrati pa tudi, da bi nevladne organizacije, no, razumele, da so pa kdaj njihovi ukrepi na hitro predlagani lahko pa na škodo delavkam in delavcem, ne. Recimo bil je ta primer iz Salonita Anhovo, če se spomnite,
Ker sta prišla v konflikt, ne, sindikat iz Salonita, pa nevladne organizacije, ki so pa v bistvu htele ful zamejiti delovanje, in je tam seveda so se delavci in delavke verjetno upravičeno ustrašili, kaj bo to pomenilo z vidika njihovih delovnih mest. Tam pa cela regija skoraj doživi od tega. Ne. In recimo tam bi jaz rekla, da je bil en ta manko dialoga med enimi in drugimi, ker na koncu dneva se pa vsi borimo v zelo splošnem za skupno dobro. No. Eni za planet, za okolje, drugi pa pač za neko socialno pravičnost. Tako da to. Ok, a bi še kdo kaj povedal? Če ne pa, če ne pa gremo še enkrat v Mentimeter, gremo pa zdaj na drugi slajd. Zdaj ne vem, moram to jaz klikniti? Ne, se bomo, čakaj, da jaz prezent, da imamo še enkrat istega. Aha, saj smo že tukaj, ja. Zdaj pa gremo na drugi slajd in ja, katere dosežke sindikatov poznate? Tle lahko zelo nacionalno, lahko globalno, lahko evropsko, na katerikoli ravni, karkoli vam pade na pamet. Da vas spet malo vzbudim po mojem govoričenju dolgem. Ja, krajši delovni čas, pa ta je ena, ki bi jaz rekla, da bi jo lahko v tem času spet odprli in mogoče še malo skrajšali delovni čas. Ja, ja, vidim, da se plače pa delovni čas se kar pojavljata. Te sta dve take najbolj klasične, najbolj osnovne, ja. Ja, malica, ja, nadomestilo za malico, se pravi za vsak dan, pa tudi plačan odmor za malico. Kar je, kdaj opažam, kar skorajda ne unikum slovenski. Aha, okej, aha, okej, okej. Glede platformnih delavcev, ja, to je pa mogoče Španija, še bolj zanimiv primer, mimogrede, ker so pa sindikati prav vplivali na spremembo zakonodaje za dostavljavke in dostavljavce hrane. Še kaka ideja? Še kaj mogoče širše od takih bolj strogih ekonomskih ali pa vezanih na tisti trenutek, ko smo v službi? Okej, saj višje plače so ful pomembne, to je vedno, to je že od leta 1750 ali od kdaj imamo mezde, zelo pomembna tema. Okej, pol pa gremo še mi malo pogledat tule nazaj, kaj smo pa pozabili na Mentimeter napisati. Okej, ta najprej vam bom neke take bolj kot ne globalne, ful je težko o tem govoriti, ker saj, ko boste videli, ene stvari žal še niso na celem svetu realnost, ampak sem vseeno zbrala take, ke za velik del sveta vseeno držijo. Zdaj, tule je ta, to ste tudi že omenili, v bistvu krajši delovni čas. To je bila ta taka prva osnovna sindikalna zahteva, 8-8-8. 8 ur dela, 8 ur počitka in 8 ur prostega časa. Tule že po grafiki vidimo, ne, da gre za tako nekaj iz nekega zelo starega časopisa, tako da zato bi jaz rekla, da leta 2025 pa ob vseh robotih pa avtomatizaciji in tako naprej bi mi mogoče lahko teh 8 ur dela spet odprli, ampak dobro. Pa recimo ta sličica, kdo ve, kaj sem hotela s to sličico ponazoriti? Plačan porodniški dopust. Tako je, ja, plačan porodniški dopust, oziroma starševski dopust mu rečemo pri nas. To je v veliki večini držav na svetu, je to uzakonjena pravica, je pa malo žalostno, da v eni izmed največjih držav, modernih, v narekovajih, ZDA, pa še vedno ne. Potem ta sličica, ne, mislim, da je tudi kar jasna, prepoved otroškega dela, ampak zato sem tudi uvodoma rekla, da na žalost ne vse, kar zdajle tule prikazujem, ne velja še za cel svet, tako da so eni boji, ene fronte nekje še vedno odprti, ampak ja, včasih je bilo nekaj popolnoma normalnega, da so tudi otroci delali v rudnikih ali pa starši v tovarnah, seveda za še nižje plačilo kot odrasli ljudje. Ja, potem tudi enak dostop do trga dela in enake pravice na trgu dela, vsaj po zakonsko, no, enakopravnost za ženske. Ta je tudi taka, no, zanimiva, ne najlepša zgodovina, ko pride do odnosa delavke pa delavci, ker prvi sindikati so bili izključno moške organizacije
In ko so ženske začele tako, čak malo, zakaj pa delamo me za toliko nižjo mezdo kot vi, niso bili moški najbolj navdušeni nad tem. Že v bistvu na tem, da se ženske začnejo vključevati na trg dela, ni bilo velikega navdušenja na strani moških kolegov, ker jih je bilo skrbelo, kaj se bo pa pol doma dogajalo, kdo bo pa za otroke skrbel pa kuhal. Ampak ne glede na to, po 200 letih, oziroma že prej, no, smo zdaj tle na isti strani. Ok, pa še ta graf, no, naj tle tudi mogoče kdo drug pove, kaj sem htela pa s tem grafom ponazoriti. Družbena enakost, ne? Oziroma nižanje družbene neenakosti. Tudi zato so v resnici sindikati vsaj so odgovorni, ker mislim, da je ta graf zelo, zelo poveden, no, da sicer je za ZDA, ampak velja za tudi je prenosljiv v druga okolja geografska, no. Večji kot je delež sindikaliziranih delavcev, večja je delitev dobička v družbi, ne. In tle prav vidimo, tako kot pada s časom članstvo v sindikatih, tako se neenakost v ZDA povečuje. In tudi pri nas, no, če bi pogledali te grafe, bi videli, da je korelacija. No, ne bom zdaj glih rekla, da je vzročna posledičnost, da no, kdo, kakšen raziskovalec, znanstvenik je z nami, ampak vsaj korelacija pa definitivno obstaja. Ok, zdaj vas bom pa res malo, no, dajte se kar mogoče unmutati. Zdaj bom pa jaz tako, no, te so pa zdaj bolj za Slovenijo, mimogrede. Kaj so pa sindikati skozi zgodovino v našem okolju priborili, ker so pa ene pravice, ki jih marsikje druge nimajo, ene so pa seveda vsem skupne. Tako da jaz bom lepo spustila sličico, pa naj nekdo drug pove, kaj to dekle s stotaki v roki simbolizira, katero delavsko pravico. Za plačilo, za Ja. opravljanje svojega dela. Enakovredno plačilo moške, ženske. Ja, ok, ja, dobro, ja, bilo je mišljeno kot plača, ampak ja, Sergeja, bravo, ja, dobra dopolnitev. Res je, ja, plačilo za delo. V to lahko damo tudi dodatek za nadurno delo, za delo ob neugodnem delovnem času, nočno delo ali pa ob vikendih, ne, to je ločeno, pardon. Odpravnina, recimo, je tudi ena taka delavska pravica, tudi priborjena strani sindikatov. Pa gremo naprej. Ta je kar očitno. Dopust. Ja. Dopust. Pa kaj še pa rabimo za to, da lahko gremo na dopust? Regres. Regres. Tako. Res je, ja. Do odmora. Odmor ja, tako je, plačan odmor. In to je pač Plačan tudi ni, odmor, ja. to pa je tudi zanimivo, ne. V Sloveniji vemo, 8-urni delovnik pomeni, da mi v resnici 7 ur in pol delamo, 30 minut je pa plačan odmor za malico. Mene je malo na rit vrglo par let nazaj, ko sem zvedela, da v Nemčiji imajo 8-urni delovnik, ja, in imajo pravico do odmora, ampak ni pa vštet delovni čas. Tako da v Nemčiji zelo veliko ljudi dela 4 ure, gre za 1 uro na neplačen odmor in pa se še za 4 ure vrne v službo. Tako da so efektivno 9 ur z doma zaradi dela, meni se to. In pa sem tako, wow, mogoče kdaj preveč jamram, koliko je pri nas hudo. Dobro, ta je. Imamo odmor za malico, hkrati pa še dobimo Plačana malica. Plačana malica, ja, ja. nadomestilo za malico. Nadomestilo, ja. Tako. In poleg nadomestila za malico je še Prevoz. z dela in na delo in z dela, ja. Tudi to ni univerzalna pravica, tudi po Evropi povsod, ne. Dobro, tega smo že prej, sem pa tudi prav namerno dala očeta, ne mamo. Ja, ker je tudi očetovski dopust, ne, ko imajo. Ja, v bistvu je tako, mi imamo 3 različne dopuste v Sloveniji. Eno je materinski dopust, dobrih 100 dni, ki pripada samo materi. Pol je očetovski dopust, ki pripada samo očetu, pol je pa starševski dopust, temu mi pol pogovorno rečemo porodniška. Ampak v bistvu je to starševski dopust, ki ga dobita 160 dni oče, oziroma en partner, 160 dni drug partner. Kar pomeni, da to, ko ženske ostanejo za skoraj 1 leto doma na starševskem dopustu, morajo v resnici iti na center za socialno delo in mora njihov partner svoj del dopusta prenesti na njih. To je ena taka zapuščina prejšnjega sistema, prejšnjega časa, ki se je že takrat začelo malo spodbujati v resnici to, da se delo doma, gospodinjsko skrb za otroke porazdeli. In je v bistvu tako v osnovi v zakonodaji predvideno, da bi bila oba starša vsak polovico časa doma. Čistko. Meni se zdi to tako ful progresivno, ker tega pa res ni. Praviloma je to prav, v drugih državah, tudi po Evropi, je to kot materinski dopust in je samo za mamo mišljen, za osebo, za pač mamo, ki rodi, ne pa za partnerja. Ok, zdaj pa take malo bolj širše od tega, kar je neposredno na to, ko gremo mi v službo, pa smo tam vezano. A zna kdo povedati, kaj ta sličica predstavlja?
Ne vem, dostopnost za invalide, verjetno, ali ne vem. Dohodninske olajšave pri zaposlitvi invalidov? Ne, to ne pade pod kategorijo delavskih pa socialnih pravic, so vse to pravice za invalide, ampak niso pa del tega sklopa pravic. Invalidsko zavarovanje. To pomeni, da če smo mi, dobimo status pač polnega invalida, prejemamo invalidsko pokojnino oziroma ne. Tudi, če boste pogledali vaše plačilne liste, boste videli, da nisem da je pač to prav zavarovanje za primer invalidnosti. No, je prav poseben primer, ki se oddela prispevek odvaja v primeru, če postane oseba invalid v času, ko bi še mogla biti delovno aktivna. In pa skupaj s tem v isto blagajno se vplačuje, ta si vemo, kaj pomeni, ne, končno penzijo, pokojninsko zavarovanje. To, da ko bomo mi enkrat zaključili z našo delovno aktivnost, da bomo lahko še, upajmo, da čim več let uživali v zasluženem penzionu. Pa še tudi ena, na katero zelo pogosto pozabimo, da pade v paket delavskih in socialnih pravic, pa tudi se iz dela financira v večinsko, ne. Zdravstveno. Zdravstveno zavarovanje, ja. To, da imamo mi zavarovanje za zdravstvo, ne javni zdravstveni sistem, ampak zavarovanje za to, da lahko uporabljamo te pravice. Pa še ena iz tega paketa, to je vse iz plačilnih list vaših, kar poglejte. Za primer brezposelnosti. Tako, zavarovanje za primer brezposelnosti, ja. To je vse cel ta paket nekih. Mislim, jih je še nekaj več, bolj tako detaljne, ampak te so se mi zdele te nekako najpomembnejše, pa konec konca, tako kot sem rekla, večino tega moramo imeti jasno navedeno na plačilnih listah, da so za te zadeve za nas, mislim, za ta zavarovanja, da so odvedeni prispevki, pa malico prevoz in to moramo videti, ne. Se tudi za starševsko varstvo imate tudi posebej vrstico na plačilni listi, da se en delež bruto plače odvaja za starševsko varstvo in pol iz teh skupnih blagajn se v resnici nekako solidarnostno poskrbi za celotno družbo, no. Zdaj, če malo omenim prekarnost v tem kontekstu, imamo tle že malo zapleteno, ker od prekarnega dela se neprimerljivo manj prispevkov odvaja v vse te blagajne, ker drugače pri redno zaposlenih gre to pač od bruto plače in je v procentih, ne, se pravi proporcionalno. Se pravi, če ima nekdo 4.000 evrov bruto plače, tako kot državni sekretarji na ministrstvih, se od 4.000 v procentih odvaja recimo 15,5% od delavca, 8,86 za pokojninsko blagajno. Ko imamo pa mi prekarce, so pa te zneski, tudi če so procentualni, grozljivo nizki, no, ker ni take regulacije. Tako da ne samo, da je prekarno za posameznike pa posameznice zelo problematična, kar si predstavljam glede na to, da smo vsi relativno mladi, smo že vsi na lastni koži izkusili, tudi za te skupne blagajne pa za te solidarnostne sisteme, ki jih imamo, je prekarnost velika grožnja, no. Okej, zdaj pa še zelo na kratko se jaz malo pohvalim z našim Zvezo svobodnih sindikatov, plakatom To moramo. Zdaj ne bom šla čez vse, zdaj recimo, kar je tle ena stvar, ki je pa mogoče še nismo omenili, pa je ful pomembna, varno pa zdravo delovno okolje, se pravi varnost in zdravje pri delu, ne. Tudi to je en pomemben dosežek sindikatov, pri nas v Sloveniji neposredno pridobitev sindikalnega gibanja, ker ja, če se spet vrnemo v tisto grozno leto 1800, takrat so ljudje umirali na delovnem mestu, pa ni bilo v resnici nikomur mar, pa nihče ni za to odgovarjal, ne. Tako da zdaj pa so neki standardi in je zelo pomembno, no, da se jih upošteva. Glede tega je v bistvu tudi delovna inšpekcija najbolj aktivna, moram reči, glede zdravja pa varstva pri delu. Mi bi si seveda želeli, da tudi za druge stvari, ampak ta je nekako ta. Pol recimo, ja, dodatek na delovno dobo, to je tudi nekaj, kar pripada delavkam in delavcem, se pravi, ke ti delaš toliko in toliko let v enem podjetju, da ti pripada neki dodatek na delo, recimo, ne vem, kako imamo, mi pri nas imamo 2%, mislim, da od bruto plače pri določeni dobi let, ampak je zelo odvisno, no, to je pogosto tudi v kolektivnih pogodbah določeno, marsikaj od tega, no. In pa je dodatki za manj ugodne delovne pogoje, ne, recimo nadure so boljše obračunane od navadnih delovnih ur, tako da če morate delati nadure, bodite pozorni, no, da so na plačilnih listah obračunane, prav v svoji vrstici morajo biti obračunane in v višji vrednosti 150% napram navadni delovni uri, ne, ali pa nedeljsko delo, delo v praznikih, pa za težke pogoje dela, ne. Tako da to, zdaj dobro, pravno varstvo, to je pa v bistvu nekaj, kar je pravica članov sindikatov, no, ampak bomo o tem še pol pri našem sindikatu, ampak ja. Pa jaz kar takole, pa slajd, Okej, zdaj ta del ste v resnici, uvodni ste bolj kot ne vsi povzeli, imamo podjetniško raven, ne, se med sabo združijo delavci na ravni podjetja,
Pol sta tudi v Urškini, dobro, tudi Alenka si rekla, no, podoben način ugotovili, pol se oni dajo v panoge, imamo, jaz sem dala tle sindikat kovinske in elektroindustrije, sindikat gostinstva in turizma, recimo, ne, pa še 20 drugih, zato ker delam na primeru naše konfederacije. In pa so predsedniki teh sindikatov, oziroma pač te sindikati združeni v zvezu, kot sem pa že prej rekla, tako kot imajo taborniki skupščino, imamo na zvezi predsedstvo, v predsedstvu Zveze svobodnih sindikatov pa sedimo predsedniki vseh teh panožnih sindikatov. Mladi plus smo tle noter, plus 20, ne. Tle je ta plus 6, to sem čisto na začetku vam povedala, mi imamo več sindikalnih konfederacij, zvez v Sloveniji, sem vam povedala, da jih je 9, zakaj pa tle samo plus 6, ker je pa samo teh 7 reprezentativnih, če se spomnimo spet iz uvoda, moraš imeti določen delež članstva, mislim, delavcev pokritih oziroma včlanjenih, da dobiš status reprezentativnosti. Tako da 2 sindikalni konfederaciji pri nas nista reprezentativni, zato je tle samo plus 6, obstaja jih pa vseeno 9. Pa gremo tle še gor, to ste tudi že, Darjan, v tvoji skupini rekli lepo, EKS, Evropska konfederacija sindikatov, rečemo po slovensko, in še oni so pa člani mednarodne Trade Union Confederation. Je pa tle vmes še tale industrial, ne, ker na mednarodni ravni pa ne gre samo nujno iz konfederacij sindikalnih, ki se združujemo na evropski ali pa še više po tem ravni, se tudi panožni sindikati lahko mednarodno združujejo. In industrial je v resnici mednarodno združenje industrijskih sindikatov iz vseh držav. In naš sindikat kovinske in elektroindustrije so člani tudi industriala. Zdaj pa, ker je industrial globalen, ne samo Evropska konfederacija, so pa oni hkrati člani Evropske in mednarodne sindikalne konfederacije. Obstaja tudi recimo EPSO, European Public Service Unions, tle so pa recimo naša konfederacija sindikatov javnega sektorja, so člani pa tega Evropskega združenja sindikatov javnega sektorja in to združenje evropsko za te panožne sindikate javnega sektorja so pa tudi člani ETUK-a, ker so pa samo evropski, pa niso international. No, tako da tle pol vidite, da ni toliko piramidno, ko gremo ven iz Slovenije. Zdaj tle na desno še vidite ene puščice, sej nimam kaj ful zazgubljati besed, je po moje kar jasno, tudi sem že pač pojasnila, tle na slovenski ravni se reprezentativne sindikalne centrale z oblastjo, z državo pogajajo glede zakonodaj, Evropska sindikalna konfederacija, pa tudi druga ta združenja mednarodna, če so za Evropo reprezentativni, pa za Evropsko unijo. V praksi zelo konkretno to pomeni, ko se evropske direktive sprejemajo, ne poznamo evropske direktive, na ravni Evrope se sprejme nek zakon, če rečem, ki potem velja za vse članice Evropske unije in ga morajo implementirati. In tudi tam poteka socialni dialog med sindikalno, delodajalsko stranjo in Evropska komisija je praviloma tam ta akter. In pol pač tam poteka ta naporen, še bolj naporen kot na državni ravni, seveda, ker so še vse države zastopane članice, dialog, hkrati pa seveda, kot vemo, Evropska unija pa Slovenija tudi poteka ena taka komunikacija. Zdaj, valjda, obstaja tudi desna stran te plati, ampak ta nas, mislim, ni za nas danes relevantna, tam so pa delodajalska združenja, ki so na dosti podoben način organizirana in bi so lahko enake puščice še za njih vlekla z druge strani. Tako da to, ima kdo kako vprašanje glede te sheme? Ali pa te organiziranosti, kaj kako poteka, ali vse ni tako komplicirano, ja. Ok, pa gremo, danes probala vas ne predolgo zadrževati, pa gremo mi kar naprej. Pauzo smo že imeli. Bomo zdaj šli sam naprej. Evo, zdaj si bom pa jaz dovolila zadnjih teh 10-15 minut še v našem sindikatu nekaj povedati. Pa evo, da nam skozi sam predavala, bomo najprej en video pogledali. Zdaj, če bo kakšen nezvok zaslišati ali pa kakšna druga tehnična težava, me prosim opozorite. Kateri delavski pravici bi se lahko odpovedal? Res? Noče mi... Ok, noče mi nazad govoriti. Kateri delavski pravici bi se lahko odpovedal? 8-urni delavnik? Plačan dopust? Bolniška odsotnost? Mogoče minimalna plača, potni stroški ali dodatek za delovno dobo? Kaj pa 30-minutna plačana malica ali varnost in zdravje pri delu? Vse to so delavske pravice, ki jih danes jemljemo za samoumevne. Vedno pa pozabimo na družbene organizacije, ki so se desetletja borile zanje, sindikate. Vidimo jih kot zastarele strukture naših staršev, ki ne spadajo v 21. stoletje. A novi časi so prinesli nove izzive. Ogromno ljudi je brezposelnih, najbolj smo ogroženi mladi. Pojavile so se nestalne in negotove oblike prekarnega dela.
Cela generacija samostojnih podjetnikov in prekarnih delavcev se je znova znašla brez samoumevnih delavskih pravic. Hkrati se je pozabilo na brezposelne, ki so prav tako upravičeni do priložnosti za delo. Kot odgovor na izzive današnjega časa so se spremenili tudi sindikati. Zagovarjajo pravice vseh delavk in delavcev, hkrati pa so razširili področja svojega delovanja. Če ti je dovolj negotovih oblik dela in se bojiš za svojo socialno varnost, se pridruži sindikatu Mladi Plus, sindikatu študentov, dijakov in mladih brezposelnih. Aktivno se zavzemamo za solidarnost, dostojno delo in pravično plačilo. Nudimo pomoč v boju proti kršitvam delovnopravne zakonodaje ter podpiramo politiko, ki naslavlja potrebe in pravice mladih. Čeprav danes ne delamo vsi v isti tovarni, imamo še vedno skupne probleme. Rešimo jih skupaj, združimo se. Delavke in delavci, študenti, dijaki, mladi brezposelni, prekarke in prekarci. Sindikat Mladi Plus. Video je nastal v okviru projekta Kaži. Tega ne rabimo več gledati, ker je se iztekel čas za hrambo dokumentacije. Evo, to je tako malo za en tak video, no, da na kratko, da probam, no, s videom pojasniti, kaj je ta glavna razlika med nami pa drugimi sindikati, ker sem ves čas govorila panožni, sektorski, kakorkoli. Zdaj sindikat Mladi Plus smo pa tle posebni zato, ker ja, tudi sem ves čas govorila delavke in delavci. Tle imamo mi zdaj v sodobnem času en tak zapletič, ker delavke pa delavci po slovenski zakonodaji in tudi žal po dojemanju večine naših sindikatov so izključno ljudje, ki so redno zaposleni preko pogodbe o zaposlitvi. Mi pa vsi dobro vemo, da je med mladimi, pa ne več toliko zelo mladimi, vedno več takih, ki pa še zmeraj delajo, še zmeraj so delavke in delavci po neki osnovni definiciji, ampak nimajo sklenjene pogodbe o zaposlitvi. In cela ta ogromna skupina delavk in delavcev je v resnici bila brez nekega sindikalnega zastopstva pri nas. In tle je pol nekako nastala ta potreba po sindikatu Mladi Plus, zato da pač nekako naslavljamo, no, tudi, mislim, da imajo možnost sindikalnega organiziranja in zastopstva tudi te ljudje, ki delajo preko avtorske pogodbe, podjemne pogodbe, kot SP-jevci v resnici tudi, študentje, dijaki prek napotnice, se pravi vsi preko atipičnih oblik dela, kot temu rečemo. Zdaj mi smo tudi malo drugačen sindikat v načinu delovanja, metodah, ki jih uporabljamo, tako da evo tle nas vidite na enem protestu, ki ni bil strogo za delavsko tematiko, se tudi feminističnih podnebnih udeležujemo. Recimo, tle je ena fotka, ko smo odpirali Escape Room kot neko inovativno metodo izobraževanja mladih o delavskih pravicah. Ogromno izvajamo delavnic po srednjih šolah, fakultetah, tudi za kakšne mladinske centre, klube, malo promocije, če bi kdo koga zanimale, kakšne take teme, delavske pravice, prekarnost, sindikalizem, z veseljem pridemo, razne brošure svoje izdajamo. Trudimo se biti tudi prisotni na terenu, no, čim bolj tako s štanti, recimo po fakultetah, da pridemo med študente, ker ja, pač je malo, včasih je bilo tako klasično, da so se ljudje kar včlanili v sindikat, ker so se zaposlili, zdaj ni več te tradicije in pač mi pravimo, da je to odgovornost sindikatov, da pridemo med ljudi tam, kjer so naša ciljna publika, če uporabim ta izraz. Tudi valjda, ker smo sindikat za mlade, moramo malo uporabljati, seveda, mislim, vse smo tudi mi mladi, tako da pač ja, valjda tudi malo na tem da delujemo na družbenih omrežjih, da naslavljamo mlade, delamo tudi mime. Zdaj imamo recimo ob četrtkih, danes bi lahko bil petek, kot nek naša mini kampanja za krajši delovni čas in vsak četrtek objavimo mim na to temo. Filmski večeri recimo kot neka bolj zanimiva metoda. Pregledujemo oglase za študentsko delo, če v njih detektiramo kakšne očitne kršitve. Tle je recimo šlo za prikrito delovno razmerje in jih pol prijavljamo in študentskemu servisu in inšpektoratu za delo. Pub kvize recimo delamo, da je tudi malo tako in izobraževalno in hkrati, da naslavljamo mlade. Smo pa tudi politično aktivni, to je fotka iz letošnjega marca recimo, ker pač tudi zagovorniških aktivnosti veliko izvajamo, se pravi smo tudi mi partnerji socialni v dialogu z ministrstvom za delo, pa tudi v vladnih organih, kakih imamo svoje sedeže. In ker nam nekdo nekaj obljubi ali pa pol tega ne uresniči, to je bil ta primer, ali pa kdo kaj zavaja s svojimi besedami o mladih in tako naprej, jim odnesemo nazaj bučke, ki so nam jih prodali. Tako da tle smo državnemu sekretarju iz Ministrstva za delo vrnili bučke, ki jih je prodal leta 2023, ki je obljubil, da bojo pripravili nacionalno strategijo za odpravo prekarnosti, ki je še zmeraj ni. Tako da jaz smo tudi malo bolj aktivistični in tudi v javnosti bolj prisotni. Zdaj ja, smo tudi, poleg tega, da smo sindikat, smo tudi nacionalna mladinska organizacija, to vam ne rabim pojasnjevati, kaj pomeni.
Naši člani so predvsem mladi in pa prekarni delavci in delavke. Zdaj, nekaj časa smo mi imeli to pravilo, da mora biti oseba stara do 35 let in prekarni delavec in delavka, pa smo to pol omilili, ker se je izkazalo leta nazaj, da niso več samo mladi do 35 let prekarci. Tako da recimo marca se je k nam prišel članjati, imamo novega člana, ki je star 55 let, ampak je že 6 let v prikritem delovnem razmerju kot samozaposlen in ni imel drugega sindikata in je prišel k nam in seveda ga bomo zdaj mi zastopali. Tako da ja, takrat sem že prej rekla, nekako ta sindikat, ki pobere vse te, ki jih drugi sindikati nočejo, če malo grdo rečem, ampak ja, za vse v atipičnih oblikah dela, pa za mlade. A je tle mogoče fajn, da vam povem, da atipična oblika dela je tudi pogodba za določen čas. Se pravi, vse, kar ni pogodba za nedoločen čas, tudi za določen čas je prekarna oblika dela, ker mednarodna organizacija dela prekarnost kot glavni element prekarnosti, nesigurnost, nestabilnost določa in tudi pri pogodbi za določen čas delavec, delavka nima dolgoročne stabilnosti in varnosti. Tako da tudi osebe na pogodbah za določen čas vzamemo kot člane. Ja, to sem že nekako povedala, da smo na področju mladinske politike socialni partner pa v delovnih skupinah vlade, recimo v Svetu vlade za mladino imamo svoj sedež, pa skupini Jamstvo za mlade na Ministrstvu za delo. Poleg tega smo pa tudi člani družbenih iniciativ. Recimo smo člani iniciative Glas ljudstva, ki sicer predvsem nevladne organizacije združuje, ampak smo tudi mi zraven, ker nekako razumemo, da nam je ful veliko skupnega, ko pač govorimo o tem odnosu, kot je nekdo na Mentimetru vodoma razredni boj napisal, med kapitalom pa njegovimi interesi, pa delavci in delavkami, lahko rečemo med kapitalom pa večino prebivalstva v resnici. In se to kaže tudi na drugih področjih, ne samo na področju delavskih pravic. In to mi razumem in se pač poskušamo tudi v takih bojih biti proaktivni. Tudi recimo smo člani podnebne mreže skupaj z nevladnimi organizacijami z tega področja. Tako da to zdaj pa mogoče še malo bolj konkretno o tem, kaj mi nudimo našim članom. To pa čisto, da imate tudi vi to informacijo in za vas kot mladinske delavce, pa predvsem za vaše uporabnike mlade. Če vidite, da imajo kakšne hujše težave na trgu dela, za katere se vi ne čutite, da bi bili ali usposobljeni jim pomagati, svetovati, ali pa bi rabili res bolj konkretno pomoč, dajte jih obrniti na nas, ker pač res vedno osnovne nasvete vsem nudimo, ne glede na to, da so člani ali ne, pol za kakšne pač dobro bolj posredovanje, neposredno bi se pa mogli včlaniti, ampak vseeno smo nekako edini v Sloveniji specializirani prav za to. Tako da javno posredovanje v primeru spora z delodajalcem, čistko, če ponazorim s kakim primerom, ki smo ga imeli, šefe ni izplačal honorarja študentskega, študent je čakal 3 mesece, se je obrnil na nas, se je odčlanil in smo pač mi grozilne dopise pošiljali delodajalcu, vpletli študentski servis in naenkrat se je pol iz nekje našel ves honorar za par mesecev za nazaj. Takih primerov imamo kar veliko. Ali pa recimo smo imeli v eni kulturni instituciji, žal javni, ker smo pa za skupino članov posredovali, ker pa vsem študentom in študentkam niso v študentske ure šteli priprave na delo. Se pravi, zahtevali so, da so 10-15 minut pred začetkom smene v službi, ni pa teh 10-15 minut štelo v delovne ure. In smo pač spet 1, 2, 3 dopise je bilo potrebnih, da so pol na koncu, pa grožnje seveda s prijavo na inšpektorat, pa so pol začeli upoštevati tudi čas priprave na delo za študente delavce. Tako da javno svetla je nekako popisano, tudi to pravno svetovanje. Zdaj, kaj pa ena taka res posebna pravica članov sindikata in to vseh ljudi, delavcev, ki so člani kateregakoli sindikata v Zvezi svobodnih sindikatov Slovenije, je pa pravno zastopstvo oziroma odvetniška pomoč, ki po pol leta članstva v sindikatu pripada brezplačno. To je pa pač seveda se to v najhujših primerih uporabi, pri nas so to najpogosteje primeri, ko gre za to, čemu rečemo prikrito delovno razmerje. Se pravi, nekdo dela prek samozaposlitve ali pa prek študentske napotnice, tle je najpogosteje, v resnici pa delo vsebuje to, čemur zakonodaja reče vse elemente delovnega razmerja. Se pravi, so izpolnjeni vsi pogoji, da bi mogla biti sklenjena redna pogodba o zaposlitvi za nedoločen čas, in ker pač oseba nima sklenjene te pogodbe, je to najbolj učinkovit način pri nas žal sodno varstvo. In našim članom po pol leta članstva pripada odvetniška pomoč, sodno varstvo brezplačno. Darjan, kar izvoliš? Ja, mene zanima pri teh posredovanjih, ko gre za prikrito delovno razmerje, še posebej preko SP-ja, kakšen je potem izid? Se da ta pritožba, se obvesti delodajalca in tako čisto sklepam hipotetično, da potem verjetno v večini primerov se to sodelovanje prekine ali se nadaljuje in se spremeni v pogodbo za določen oziroma nedoločen čas?
Ja, zdaj pri primerih prikritih delovnih razmerij načeloma mi se ne odločimo za posredovanje z delodajalcem, ker je, tako kot si je omenil, je res praviloma, verjetno bi se to dogajalo, da bi prekinuli sodelovanje. Ja. Tako da mi pač članom priporočamo dve opciji, ali prijava na inšpektorat za delo in pride pol inšpektorat za delo na lokacijo, pa ugotovi, da gre za delovno razmerje, in v tem primeru inšpektorat za delo, ko ugotovi delovno razmerje, izda odločbo delodajalcu, da mora tej osebi ponuditi pogodbo o zaposlitvi za nedoločen čas. Zdaj, tle se to stanje sam popravi za naprej. Druga opcija je pa, da se gre na sodišče, da se vloži tožbo za uveljavljanje delovnega razmerja. Tle je pa tako, tle pa je en rok, na katerega je treba biti pozoren, 30 dni po tem, ko oseba preneha opravljati delo. Sicer to ni v nobenem zakonu napisano, ampak se je kot sodna praksa uveljavilo, tako da mi smo tudi že imeli primere, ko oseba še ni nehala delati, pa smo vseeno že vložili tožbo. Se pol praviloma neha hoditi v službo, ker je pač rata malo čudno, ampak to je pomembno je samo to, da se tožbo vloži preden teh 30 dni po prenehanju začne teči. Je pa bolj tle, zakaj mi to tudi priporočamo, no, ker ti pol na sodišču za nazaj ugotavljaš, to je pa ta razlika z inšpektoratom, ne, tle ti za nazaj ugotavljaš delovno razmerje, in recimo lahko za 5 let za nazaj dokažeš, da je obstajalo delovno razmerje, in v tem primeru, če sodišče razsodi delavcev prid, pa sodna praksa za SP-je je kar jasno, no. Če se izkaže, da, mislim, če je delo samo za enega naročnika pod njegovim nadzorom, po njegovih navodilih, do zdaj so še vsi primeri na sodišču bili v prid delavcu razsojeni, pa mora pol tudi za nazaj v bistvu povrniti delodajalec delavcu, za kar ga je oškodoval. Se pravi, neizplačani dopusti, neizplačani regresi in tako naprej, mora v denarju za 5 let nazaj povrniti. Seveda se tle pol odšteva, sešteva, kar je dobil v honorarjih plačano gor dol. Ampak ja, načeloma prvi tak primer je bil pa tudi za študentsko delo, leta nazaj je bil za eno stevardeso, ki je za Adrio Airways delala. Zdaj, takrat se je tudi nekako za študentsko delo kot sodna praksa vzpostavila, je pa res, da je pri študentih tega veliko manj, no. Mi imamo večinoma z SP-jevci, in pa kadar, ja, to je tudi mogoče zanimivo povedati, do zdaj vsakeč, ko smo vložili tožbo, čisto vsi primeri so se končali s poravnavo, ker valjda pol delodajalec najame odvetniško službo in mu pol odvetnik hitro reče: kolega, zgubil boš, ful je očitno delovno razmerje, in grejo pol raje v poravnavo, ne, in preden gre na sodišče in cel ta postopek, ker pol morajo še sodne stroške plačati, tako pa v bistvu pol sam v denarju plačajo osebi, kar so ji dolgovali, tako da. Hvala za odgovor. Ja, seveda. A imaš še kdo kako drugo vprašanje glede tega? Čisto nasploh, ali pa tudi kaj nasploh? Jaz bi imel samo za potem, lahko zdaj, lahko tudi kasneje, samo tako, če lahko greš, mogoče razložiš ta proces včlanjenja v sindikat, naprimer na konkretnem primeru, da v kakšnem podjetju, v privatnem sektorju se delavci, ne vem, hočejo višjo plačo ali karkoli drugega, in potem, kaj je naslednji korak, ne, kako to poteka dejansko ta. Zdaj, tam, kjer že obstaja sindikat, je ful enostavno. V bistvu je treba samo ugotoviti, kdo je sindikalni zaupnik na ravni podjetja oziroma zavoda. Reči, jaz bi se včlanil. Zdaj, ta aktivni sindikalni zaupniki na ravni podjetja to sami delajo. Ko pridejo novi delavci, jih ustavijo, uhaklajo, jo, tle imamo sindikat, bi se včlanil, izpolniš pristopno izjavo in to je to. In s tem se ta postopek konča, si ti včlanjen. Zdaj, v podjetjih, kjer pa še ni sindikata, je pa tako. Zdaj, če gre to za panogo, kjer obstaja vsaj panožni sindikat, mi vedno priporočamo, da se najprej na panožni sindikat obrnejo te ljudje, da jim panožni sindikat pomaga. Malo je bolj komplicirano v panogah, kjer pa sploh ni nobene sindikalne organiziranosti, ker pa je pa treba čisto iz nule začeti. Pa je pa v bistvu treba, mislim, so zakonsko določeni, no, te postopki, treba je ustanovni akt sprejeti, malo je podobno kot z društvom, no, s tem, da malenkost bolj komplicirano, pa večjo številko rabiš. Rabiš nek ustanovni dogodek, skupščino, kongres, kakorkoli rečeš, ustanovni akt je treba na upravno enoto to odnesti, tako, no. Malo je podobno kot društvo, s tem, da je malo več zahtev, zdaj toliko detaljno tudi ne vem, ampak je načeloma to in zakonom, in mislim, da se dobiti, no, te informacije. Je pa najlažje je pa res, če že obstaja sindikat v panogi, da pa oni pomagajo, ker je pa panožnim sindikatom je pa to vedno v interesu, ker ja, se bo to zdaj grdo zvenelo, ampak novi člani pomenijo nove članarine, no, in je ta motivacija za to, da delaš na temu, da imaš čim več članov. Pa ja, izmed sebe na ravni podjetja, ki se ustanovi sindikat, ali pa če že obstaja, se pa v bistvu izvede volitve in člani sindikata izmed sebe izvolijo sindikalnega zaupnika. Kar je tle ful pomembno, pa kar jaz mislim, da se pri nas ful premalo uporablja v Sloveniji, sploh med nekimi starejšimi delavci, to, da imajo oni vedno možnost odpoklicati sindikalnega zaupnika.
Ker vse te funkcije v civilni družbi, ko lahko ti nekoga izvoliš na funkcijo, imaš praviloma vedno tudi možnost odpoklica, ne? Ker večkrat pa slišimo, imamo bednega sindikalnega zaupnika. In jaz sem tako, pa dajte ga odpoklicati, naj nekdo izmed vas kandidira, pa boljše upravlja to delo. No? Okay, hvala. Ok, zdaj, če ni več vprašanj ali pa komentarjev. Kaj še imam jaz tle? Aha, ok. Sej, to vas obljubim, da je pa mislim, da predzadnji slajd, tako da ne bomo več dolgo. To pa še samo tako malo, da vam dam vpogled v to, kaj pa še mi dodatno od tega klasičnega sindikalnega dela za člane delamo. Sem že tudi malo omenila z unimi slikicami, no, delavnice, vstopu na trg dela, prekarnosti, delavskih pravicah. Predvsem za srednje šole, pa tle nas moram kar malo pohvaliti. No. Mi smo zdaj že na točki, ko več kot 1500 dijakov vsako leto v naše izobraževanje delavnice vključimo. S srednjimi šolami, nekaterimi imamo ful dobra redna sodelovanja in nam se zdi to noro pomembno, ker ves čas pravimo, da je ful pomembno, da so mladi še preden vstopijo na trg dela opolnomočeni s poznavanjem svojih pravic in pogostih kršitev. Zato, da ko pride enkrat na trg dela, bojo podvrženi kršitvam, to je skoraj da dejstvo, to vse naše raziskave pokažejo, da je velika večina delavk in delavcev že doživela kršitev in je ful pomembno, da oni sploh vejo, kaj vse je kršitev, zato da sploh znajo pol se temu zoperstaviti, ne. Zdaj tudi mi lastne raziskave delamo, anketne praviloma, smo delali tudi kakšne poglobljene intervjuje pa tako, ampak zato, da pa nek splošen pregled nad stanjem dobimo, pa delamo anketne raziskave. To pa malo tudi zato, ker, ne vem, recimo Statistični urad ali pa kakšne druge te državne institucije, tudi raziskovalci, ne delajo dovolj podrobno, bi jaz rekla, no, pač imamo tako, koliko je zaposlenih, koliko je brezposelnih, koliko je samozaposlenih. Zelo težko je pa, mislim, nemogoče je pa dobiti uradne podatke o tem, kak je pa delež med samozaposlenimi takih, ki so dejansko podjetniki, ki imajo neko svojo obrt, nek produkt, recimo, ne vem, nek salon, pa ne vem, nekdo dela kot frizer sam in je popolnoma dela z več strankami in je popolnoma legitimno podjetnik. Koliko je pa med njimi takih, ki so pa v prikritem delovnem razmerju, ne? Tako da pol poskušamo mi nekako preko teh raziskav dobiti nek vpogled v to, kaj se dogaja med mladimi na trgu dela. Pa v bistvu so nam te povratne informacije od mladih tudi ful pomembne, ker ko se gremo mi zagovorniške aktivnosti, ful nočemo biti mi te od odzunaj, ta pametni, ki bomo rekli, to imajo mladi problem, ampak pač hočemo res identificirati med mladimi, kaj točno so zdaj te pereče težave, ne. Zato smo recimo ful opozarjamo na težavo z neplačanim uvajanjem pri študentskem delu, pa prikrita delovna razmerja, ker to nam vsaka raziskava, vsakič znova, ko jo naredimo, nam dokazuje znova in znova, da so to recimo te ključni, kočljivi te problemi, pa žal še vedno diskriminacija na podlagi spola, no. Tako da to pa ja, pa tako kot vidite, tukaj imamo tudi brošurce. In ko že govorimo o teh brošurcah, si bom jaz zdaj dovolila, pa res to ne mislim kot samo promocijo, ampak čisto zato, ker verjamem, da vam zna priti prav. Naša spletna stran, se vidite, ne, je preklopilo. Na naši spletni strani tle je sindikalni kotiček, zavihek in potem so tle gradiva. Tle imamo mi javno objavljene vse naše brošure in res, ker vem, da vas mnogo dela tudi v sklopu B-projekte, tle lahko po moje dobite ful enih uporabnih informacij, če se mladi za svetovanje na vas obrnejo, tudi mogoče za usposabljanje, ki jih izvajate. Imamo take, recimo ta spoznaj kršitve in najdi ključ do rešitve, je recimo prav brošura, v kateri so neke najpogostejše kršitve, glede na tudi vrsto dela opisane, zakaj je to kršitev in kaj se da glede tega recimo narediti, no. Tako da to, no. Recimo ful zanimiva je tudi pogodba o zaposlitvi. To tudi vas res vabim, da si pogledate, kaj so te vsebine pogodbe o zaposlitvi, katere pravice pripadajo na podlagi pogodbe in je tudi vse lepo pojasnjeno, tudi recimo, ne vem, o tem, kaj je neto bruto plača in tako naprej. Tako da dajte uporabljati to, ker je vse dostopno, vse si lahko pogledate, prenesete, delite z vašimi uporabniki in tako naprej. Tako da samo to sem vam htela povedati, ker je pa, mislim, skrito. Sindikalni kotiček gradiva, no, in dajte uporabljati, če vam pride prav. Evo, to je to, no, sem rekla, da bomo Mladi plus kratka, zdaj pa, če imate še kakšna vprašanja ali pa komentarje,